Pozdravljeni v AV kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas pripravljali. Velika noč je šla mimo, vsem je ostala šunka v hladilniku, a noben ne ve, kaj z njo narediti. AV nam je sicer pripravil že takole narezano, mi bomo pa danes nekaj naredili iz tega. In sicer naredili bomo testenine, carbonaro in pa raviole. Kaj rabimo? Zelo malo stvari. Šunko iz hladilnika, to imamo zdaj vsi. Moko imamo doma, jajca imamo doma, vodo tudi, sol tudi. Tako da dejansko je vse v hladilniku. Tako da dajmo se kar hitro lotiti dela. Jaz sem tukaj že vmesil testo za testenine. In sicer vzel sem pirino moko. Približno bomo rekli tako. Na 10 dek moke, eno jajce, pa eno žlico vode, pa en ščep soli. Iz tega se ognete bolj trdo kot srednje trdo testo. Nadev za raviole bomo naredili pa iz tele šunkice. In sicer bomo uporabili šunko, pasirano skuto, drobtince, jajca, parmezan, sol in pa poper. Jaz bom tole šunko prej prepražil, zato da bo dala močnejši okus od sebe. Uporabili bomo, kot smo rekli, pasirano skuto. Takole. Najbrž vse zanima, v kakšni omaki jih bomo naredili. Ja, tudi hren nam je ostal od velike noči. Tako da bomo naredili v bistvu na maslu, bomo prepražili sveža zelišča. In sicer žajbelj in pa rožmarin in pa naribali bomo svež hren. Bomo videli, kaj bo ratalo. V nadev se vedno da drobtince in sicer zato, da drobtince pobirajo vodo in se napihnejo, tako da voda še vedno ostane not in ne teče po testeninah ven. Tukaj bomo dali še eno jajce. Takole. Sol. Pri soli morate biti previdni, zato ker je šunka tudi slana, tako da ne bo vse preveč slano. Takole. Tako je čist preprost nadev za raviole. Takole ne sme biti preredek, damo kar malo več drobtinc noter. Takole. Jasno, brez parmezana ne gre. Eno orang žlico, dve, ni noben problem. Tole se bo še zgostil, bo ratalo kar fajn trdo. V temule času bomo mi pripravili pa tole testo. Moka. Bomo tole razdelili na dva dela. Tega bomo uporabili za rezance, tega bomo pa uporabili za naše raviole. Mi smo testo zdaj, takole smo ga tudi zrezali na dva taka, bom rekel, široka trakova, približno 10 do 12 cm. Tukaj imamo nadev. Torej, testo je treba obvezno premazati ali z jajcem ali z vodo. Zakaj? Zato, ko boste testenino skupaj dali, da se bo lažje sprijela, da ne bo nadev tekel ven. Nadev lahko naredimo tudi iz drugih šunk, lahko naredimo tudi iz pancete, lahko iz slanine, tako da ni potrebno, da je rih tale prekajena šunka, ampak običajno, ko vam ostane od velike noči, običajno ostane ta. Pustimo približno tako za dva prsta prostora vmes med nadevom. Zdaj lahko imate manjše, večje raviole, mi bomo zdaj v bistvu kar take malo večje naredili, tako da bojo v bistvu bolj mišljeni kot priloga, ne pa toliko kot glavna jed. Zdaj, če imate to kot glavna jed, potem delate jasno manjše. Evo. Imamo takole čez, lepo previdno zapremo. Evo. In potem takole stisnemo, preverimo, da ni zraka noter, da je čim manj zraka in zapremo. Vzamemo bicikelček za testenine, tako lepo to obrežemo, da so lepi ravioli. Voda nam že vre, smo jo solili, olja nismo dali nič noter, počasi vlagamo enega pa po enega not. Moramo paziti, da se nam ne bojo sprijeli.
Tukaj bomo pa pripravili omakco, dali maslo. Bomo rekli, da bomo uporabili sveža zelišča, in sicer žajbelj in pa rožmarin in pa hren. Pri rožmarinu moramo biti zelo previdni, da ga ne prežgemo, ker začne greniti. Da ga bomo dali v bistvu proti koncu. Hren bomo olupili. Žajbelj bomo tudi nasekljali. Takole. Zdaj bomo naredili iz tega testa, ki nam je ostal prej, z druge polovice pa rezance. Sicer bomo naredili rezance carbonara. Zvaljali bomo približno na isto debelino, kot smo prej zvaljali raviole, da se nam ne bojo sprijemali. Bomo dali takole malo moke. Ti rezanci, ki so sveži, imajo običajno krajši čas kuhanja, tako da bojo kuhani, rečemo, v dobrih 2-3 minutah. Dočim tisti, ki so kupljeni, ki so sušeni, običajno rabijo od 6 do 9 minut. Zdaj odvisno, kakšni so. Mi smo danes sicer naredili iz pirine moke, lahko naredite iz polnozrnate, lahko naredite iz koruzne, lahko naredite iz ajdove moke. Morate pa paziti, da date običajno, če delate iz ajdove moke, vsaj en del navadne bele moke. Ker ajdova moka nima nobenega glutena, ne more razvijati lepka in boste zelo težko delali testenine z njih. Tako da nekje 15-20% naj bo ajdove moke, ostalo pa kar lepo bela moka. Evo, tole naši rezanci domači. Takole. Lahko bi jih sicer malo posušili, ampak ne bomo komplicirali. Raviole bomo pobrali ven. Vode, v kateri smo kuhali testenine, nikoli ne zavržemo. In to zato, ker bomo vedno uporabimo za zalivanje testenin, če ratejo presuhe, da jih nazaj uživimo. Ker vemo, testenine morajo biti sočne, morajo živeti na krožniku. Bomo dali še rezance zdaj kuhati. Zdaj bomo pa tle pripravili tole našo omako. Takole maso smo razpustili. Žajbelj imamo pripravljen. Rožmarin. Evo. Takole. Kako lepo diši tole. Dali smo rožmarin, dali smo žajbelj, na koncu smo samo še naribali svež hren. Tole bomo zdaj samo še takole lepo zagreli. Če se zgodi, da je testenina presuha, da izgubi tekočino, vzamete takole vodo. Ja. In to je to. Evo, tele so fertik, rezanci so tudi gotovi. V tem času bomo naredili pa še carbonaro. Zdaj obstaja ta dve različice carbonare. Eni jo delajo s kislo smetano, mi jo bomo delali sladko smetano. Eni dajo jajce v bistvu rumenjak v sladko smetano in potem na hitro povrejo, da se lepo napihne krema, omaka. Mi bomo to naredili tako, da bomo dali rumenjak naknadno. Ko bomo že vložili rezance v omako, bomo dali jajce gor in potem samo še premešali in zadeva rešena. Spet bomo uporabili velikonočno šunko, velikodušno. Carbonara je drugače resnično hitra omaka. Vzame nam 5 minut časa. Običajno imamo tudi vedno vse te sestavine, ki jih rabimo pri carbonari, tudi doma. Uporabili bomo sladko smetano. Ne rabite nobene moke za zgostiti, ker je smetana sama po sebi dosti gosta. Pazite samo, da se malenkost povre, da se odpri en del vlage ven iz smetane in to je to. Evo, rezance smo lepo stresali na omako. Evo, rumenjak, ga bomo umešali. Zdaj pa najbolj pomemben del. Servirali. Parmezan. En malček oljčnega olja bomo še takole. Evo, takole smo naredili iz ostankov velike noči in sicer smo naredili tak testeninski duo, nadevane raviole z šunko in pa rezance carbonara. Zraven bomo ponudili seveda kaj? Belo vino. Pa še vino in sicer vam bomo ponudili zeleni silvanec od Marofa. Se veste, pravijo, zraven testenin pa še dobro vino. Dober tek želim.